Od aktualnih filmov pa do aktualnih zanimivosti z področja srednje umetnosti. Pred nami je rubrika Zanimivosti, ki jo za vas pripravlja sodelavec Matej Patjak. Ker je informacij vsak teden preveč, da bi jih lahko strpali v rubriko, pa lahko več podrobnosti izveste, če obiščete našo spletno stran www.velikoplatno.si. Ko govor teče o nadaljevanjih akcijskih spektaklov, je ponavadi več, resnično tudi boljše. Torej, kako lahko akcijska uspešnica Plačanci prekosi sama sebe, glede na to, da je že tako bila prepolna zvezdniških imen? Preprosto. Pripelji še več zvezdniških imen, se glasi odgovor Sylvestra Stallona. Po možnosti kar 2 največji. Ekipi sta se tako pridružila Jean-Claude Van Damme in Chuck Norris. Vemo, tudi sami smo bili do danes prepričani, da slednje v praksi sploh ni izvedljivo, pa očitno je, vsaj v teoriji, režiserja Stallona. Na velika platna se vračajo Izganjalci duhov. Ne še tretji film, o katerem se že dolgo šušlja, temveč bodo v času Noči čarovnic nazaj v temne dvorane poslali kar kultno klasiko samo. Žal le v Ameriki, a je novica vendarle zanimiva tudi za nas, saj bi znal dober odziv pospešiti snemanje težko pričakovanega tretjega dela z obljubljeno izvirno igralsko zasedbo. Priznajmo, po skoraj 30 letih pa že malenkost pogrešamo 3 simpatično zmedene znanstvenike v lovu za duhovi. So filmske novice, kot je bila prejšnja, pri katerih se preprosto razveseliš, in so filmske novice, po katerih si preprosto zaželiš trde droge ali pa dolgega spanca. Deadline naznanja, da pri Alcon Entertainment pripravljajo remake filma Point Break, ki pa bo surfanje iz izvirnika nadomestil z ekstremnimi športi. Uganete, v katero kategorijo spada sledeča novica? Namig. V kozarec smo si natočili nekaj močnejše pijače. Ne odložite še kozarca, če ste se nam ob prejšnji novici pridružili pri obupovanju, kaj ti prihaja še ena podobna cvetka. Vrača se Top Gun. No, to pa niti ni tako grozno, ste pomislili. Pozor, vrača se originalen film in to v 3D preobleki. Očitno so pri studiu mnenja, da je 25 let ravno pravi trenutek, da poskrbijo, da stari gledalci ne pozabijo nanj in hkrati, da vsi novi gledalci spoznajo, da je odbojka brez majic resnično najbolj kul stvar, ki jo lahko počneš v svojem prostem času. Konec sarkazma. Zaključimo pa pozitivno. The Rocketeer bo končno poletel tudi na Blu-ray. In ob vseh dodatkih in presenečenjih, ki vas bodo po prvih informacijah čakala na ploščku, lahko samo citiramo glavnega junaka filma. To je najbližje nebesom, kar bom kdajkoli prišel. Skratka, če vas zanima, zakaj je iz Hollywoodlanda nastal Hollywood in vam je bil všeč letošnji superjunaški film Stotnik Amerika, potem si obvezno zagotovite tudi Rocketeerja.